Plavam z ribicami, ribice so sprane v jahti, voda je čista, prozorna, počutim se, kot da bi plaval v plodovnici. Počutim se, kot da bi spet plaval v plodovnici. Strah me je, da bi se moral spet roditi, vso to pot še enkrat prehoditi. Le zakaj kopam takole poletim, plavam z ribicami. Le zakaj kopam takole poletim, plavam z ribicami. Ribice se me ne bojijo in se pustijo božati, na ustca poljubljati. A pod njimi so še večje ribe, i ono požaruje ribom. A pod njimi so še večje ribe, i ono požaruje ribom. Plavam z ribicami, plavam z ribicami, plavam z ribicami. Na kopnem se ljubijo in množijo ljudje. Na kopnem se ljubijo in sovražijo ljudje. Na kopnem se ljubijo in množijo ljudje. Torej, desetnica, devetnica, osmica, ne. Lepo pozdravljeni vsi pišoče in pišoči za otroke in mladino na podelitvi literarne nagrade Desetnica 2022. A čutite to vznemirjenje v zraku? Povejte mi, a je sploh še kaj bolj adrenalinskega v pisateljskem poklicu kot to, da so nominirana dela že znana, nagrajeno pa še ne. Kot da bi cela sekcija za otroško in mladinsko literaturo, književnost Društva slovenskih pisateljev zdaj skupaj sedela na avtobusu za Gardaland. Sicer pač v tej metafori žal še nismo na vlakcu smrti, ker pač veste, govori še bodo, pa predstavitev nominirancev, pa branje nominiranih avtorjev, ampak na avtobusu smo pa že. In če si predstavljate zdaj ta avtobus, pač tam po zadnjih sedežih je že zaokrožila pijača, od nekje se je pojavila kitara, debate so že živahne, potem pa predsednik Društva pisateljev gre naprej do šoferja, vključi mikrofon in naenkrat moramo biti vsi tiho in ga poslušati. Dušan Merc, prosim.
hvala lepa. Očitno ve, da sem bil velikrat v tej funkciji. Da sem delal red po avtobusih med odraslimi. In očitno. Lepo pozdravljeni. Najprej se zahvaljujem sekciji, da je pripravila vse to, da je zdržala in da je zbrala in da je nominirala in da bo podelila in da stvar živi. Po svoje pa stalno spremljam nek problem, ki je zelo strokovne narave, dejansko pa kaže na čudne rezultate v našem šolstvu. Tako da tukaj se bo treba verjetno mnogim stvarem posvetiti in tudi vrsta trud, ne samo društvo pisateljev, tudi bralne značke in ostalih, ni dovolj, da bi popravil tisto, kar se po šolah dogaja. To moram zelo jasno povedati. Šola je reproduktivni sistem vrednot in ne vem, kaj se v slovenstvu dogaja. Ampak to za današnji dan ni primerna tema. Je pa nujen razmislek, kaj in kako posti. Res je tudi, da je zeitgeist takšen, če se rečem, da je težko. Torej, kakorkoli, napor vseh avtorjev v mladinskem in otroškem leposlovju je zelo velik. Jaz kot avtor moram reči, da si nikoli ne bi upal napisati ničesar za otroke. To je svet, ki je zelo drugačen od tega, kar mi vidimo. Ampak pregledal sem te knjige, ki so zdaj tukaj za mano in moram reči, da občudujem to, da mnogi zmorejo lepe zgodbe in dobre zgodbe, kvalitetne zgodbe in jih tudi dobro napišejo. In želim, da bi bilo tudi naprej tako. Vsako leto 10 nominirancev pomeni izjemno literarno žetev. Tudi na ostalih področjih literature slovenske je žetev ogromna. Upam pa, da ne bo zastala v pristaniščih, po knjižnicah in po umarah, da bo šla med otroke. Hvala lepa. Prav star slovenski pregovor pravi, vsake oči imajo svoje nagrajeno delo za desetnico 2022. Nekaj takega. En drug prav star slovenski pregovor pa pravi tudi, da ima vsaka literarna nagrada svojo žirijo. In o tem, kako zahtevno delo je imela žirija. Tokrat bo spregovorila predsednica Aksinja Kermaner, tudi v imenu vseh ostalih njenih članov, Jane Bauer, Igorja Bratoža, Majde Koren in Magdalene Svetina. Ja, očitno bom nesmela pa na tem avtobusu vlogo ene tečne pa dolgočasne vodičke s temi podatki. Ja, podala bom poročilo dela Komisije za izbor knjig za nagrado desetnica 2022. V komisiji, kot smo že slišali, smo bili Jana Bauer, Igor Bratož, Majda Koren, Magdalena Svetina Trčon in jaz kot predsednica. Kako je torej potekal izbor? Marta Novak, vodja službe za formalno obdelavo gradiva, in Maja Logar, vodja službe za izbor in obdelavo gradiva za mlade bralce, obe sta iz Mariborske knjižnice, sta poslali seznam, na katerem je bilo 1065 del. Ta so išla med 1.1.2019 in 31.11.2021, torej za 3 leta. Za sodelovanje se seveda Marti in Maji tudi letos najlepše zahvaljujemo. Na to pa je dr. Dragica Haramija, strokovna sodelavka žirije, izločila vsa dela, katerih avtorji niso člani DSP-ja, ponatise, ponovne izdaje, antologije, izdaje knjig v tujih jezikih, informativne knjige in pa tiste, ki so bile za desetnico že nominirane, pa seveda knjige članov žirije. Izmed 106 knjig je bilo izbranih 27 knjig, ki smo jih vsi, vsaj zase lahko tako trdim,
z velikim veseljem prebirali in vsak pri sebi izbrali 10 najboljših. Skupni rezultat vam predstavljamo nocoj. S točkovanjem smo pa na to izbrali zmagovalno delo in jaz sem zares ponosna, da imamo ne samo bogato produkcijo otroških in mladinskih del, ampak tudi izjemno kakovostno. Res. Čeprav se moramo, to pa moram vseeno povedati, na področju priznavanja te vrste književnosti, ki pravzaprav vzgaja bodoče bralce, še vedno močno boriti. Zdaj tako je. In tako poglobljena dela k temu veliko pripomorejo. In pa seveda navdušene čestitke, drage soborke in soborci. Torej, delo komisije niti ni bilo pretežko, ampak nagrada je pa težka. 2000 evrov. Za skoraj 4-krat tanka. Preden gremo predstaviti nominirance, pa prisluhnimo še glasbi, ker še dobro, da jo imamo in še dobro, da imamo zanjo vsestranskega umetnika Matjaža Pihala. Jaz sem se odločil, da bom igral morske pesmi, ker smo pač na pragu poletja. Hvala. Enkrat. Ne, nisem. Hvala. Enkrat vse prešlo kot komet čez nebo, ki se rodi, zažari in žega več ni, zažari in žega več ni, zažari in žega več ni. Iz repa, kometa, meduza nastane, pade v morje in ga naseli, pade v morje in ga naseli, pade v morje in ga naseli. Ne pozabi kometa in njegovega leta, toplega morja in meduz toplega morja in meduz toplega morja in meduz. Da sem, ker sem bil, sem, ker bom, sem in nikoli in nehal ne bom in nikoli nehal ne bom in nikoli nehal ne bom. Ne pozabi kometa in njegovega leta, toplega morja in meduz. Ne pozabi
pozabi kometa in njegovega leta, toplega morja imeti. Ja sem, ker sem bil, sem, ker bom, sem in nikoli nehal ne bom. Sem, ker sem bil, sem, ker bom, sem in nikoli nehal ne bom. Da sem, ker sem bil, sem, ker bom, sem in nikoli nehal ne bom. In nikoli nehal ne bom. Torej, kot rečeno na začetku, so zdaj na vrsti predstavitve nominiranih del in njihovih avtorjev, kar pa je po pravici uter malo odveč, ker so na društvu že v obdobju pred današnjo prireditvijo pripravili take krasne predstavitve s posameznimi avtorji, ki pa ste si tako ali tako večkrat ogledali, a ne? A ne? Ja. No, seveda. No, ampak vseeno, podajmo se na pot. Najprej na dolgo staro pot, na pot iz tujih krajev, ki pa še dolgo ne bodo tujina. Na pot tja, kjer je še vse isto, vendar je prav zaradi tega vse čisto drugače. Gremo tja, kjer smo bili nazadnje pred 4 ali 5 deli književne zbirke. Sebastian Pregl, Vrnitev. Princ je obliznil ustnice in pripovedovanje začel s piskačevim obiskom kolišča. 3 malhe stvari, ki jih je tujec prinesel tik pred zimo, so pomenile 3 malhe vprašanj. Veliko od tega, kar je povedal in pokazal, je bilo za nas novo. Na vse, kar smo ga vprašali, je imel odgovor. Imel pa sem občutek, da mu vsakdo od nas verjame le toliko, kolikor je pripravljen verjeti. Kar je bilo neznano, bi hoteli, da ostane neznano. Ob teh besedah se je medved namrščil in se nagnil nekoliko naprej. Hotel je nekaj reči. Svetla ga je še pravi čas prijela za roko, tako da je samo pihnil skozi nos, se presedel in poslušal naprej. S Črno sva našla jamo, polno kosti, v katerih je pripovedoval piskač. Potem sva vedela, da govori resnico. Takrat o poti k veliki slani vodi še nisva razmišljala. Vse pa se je spremenilo, ko sva na skalni steni zagledala risbo, ki prikazuje pot k morju. Po tistem nisva imela več miru. Hotela sva priti čim dlje, je povedala Črna. Želela sva si čim več videti, spoznati in se naučiti, je s pogledom ošinila starko, ki je sedela v kotu. Sončnica je imela zaprte oči in na obrazu zadovoljen nasmeh. Brin in Črna sta vso noč pripovedovala o svoji poti. Ko se je zunaj že svetlilo, so ljudje v Zobrovi koči še vedno pozorno sledili vsaki besedi. Ko pa je gladina jezera nazadnje zažarela v jutranjem soncu, je Brin zaključil. Spoznala sva nove ljudi in dobila nove prijatelje. 3 od njih so prišli z nama. Veliko sva videla in se naučila. Nekaj malega sva prinesla s seboj, v malhah, še veliko več pa v glavi in srcu. Si je desno dlan položil na prsi. Rekla bi, da bi imeli vsi na jezeru kaj od tega. Po teh besedah so ljudje strmeli v Brina in čakali, kaj sledi. Simone Semenič danes ni z nami.
Za desetnico je nominiran njen mladinski roman Skrivno društvo KRVZ. Četrto poglavje je poglavje, v katerem je črt na morju, kjer bi mu bilo krasno in sploh, če ne bi komaj čakal, da gre domov na cirkus. Potem je to poglavje, v katerem gospod Erasmus in gospodična Julija letita čez par oceanov in kontinentov. In na vse zadnje je to tudi poglavje o tem, kako Vid pelje Izo in Kaja na obisk dedi v Konstantinu in sta oba čisto očarana nad njegovo hišico. Čisto očarana, tako zelo, da ostaneta brez besed. In to oba, ponavljam, oba. In to je pravzaprav vse, kar se zgodi v četrtem poglavju. Treba torej kar na naslednje. Adagio v G-molu za godala in orgle je najpogosteje pripisan beneškemu baročnemu skladatelju Tomasu Albinoni. V resnici pa gre za kompozicijo iz 20. stoletja, delo muzikologa in Albinonijevega biografa Rema Giacotta. Ta naj bi skladbo osnoval na rokopisnih fragmentih iz Albinonijeve zbirke, za katerega pa med muzikologi ni niti konsenza, ali je sploh obstajal, oziroma ali gre celo za potegavščino. Skladbo zaradi njenega počasnega, otožnega, elegičnega značaja za podkrepitev čustveno najmočnejših delov zgodbe uporabljajo glasbeni opremljevalci številnih filmov in TV serij, kot so na primer Manchester by the Sea, Flashdance, The Doors, Succession in Balada o drevesu. Mateja Kompas. Stereotipno prebrala bom konec, ampak je začetek pravzaprav nečesa drugega. Odprem oči. Jutro je mirno, z ulice nobenega hrupa, v stanovanju nobenega šuma. Prvi dan brez Majka na tem svetu. Vsako jutro od danes naprej bo Majk spet in spet umrl. Vsakič, ko bom odprla oči, bom videla tisto. Postalo je tako del mene, da sem tu jaz. Jaz, ki imam pred očmi mrtvega Majka. Koliko časa bo moja prva jutranja misel? Koliko časa bo tako bolelo in me dušilo? Prišlo bo, enkrat bo moralo priti, da se bo odmaknil. In se bom nam spomnila šele minuto pozneje, na to pol ure, pa sredi dopoldneva. Morda bo kdaj minil dan, da ne bi pomislila nam. A zdaj še ne vem zanj. Ne morem si ga še predstavljati. Pasio. V latinščini to pomeni strast in trpljenje. Dva nasprotna pola, ki na videz nimata nič skupnega. A še kako imata. Če ljubiš, trpiš in se bojiš, da boš tisto izgubil. Trpiš, ker ljubiš. Ljubila ga bom vse življenje in trpela. Dan pred mano je prazen kot golo notno črtovje. Tudi jutrišnji bo tak. In od danes naprej vsak. Ima kdo kakšen dober načrt za prihodnost? Ustaljene tirnice so vse varne. Šola, violina, vmes prijatelji, dom. Rana, ki mi jo je pustil, je boleča. Vsaka misel ponovno dregne vanjo in jo prebudi. Drami me želja, da bi kaj spremenila. Šla bi v Torino, študirala kje drugje, začela znova. Postala čisto samostojna. Si z violino služila denar, morda celo z igranjem na ulici. Kamorkoli bom šla, vse povsod bom prenesla staro Ado. Z njim v neizbrisljivem znamenju. Šla bom naprej, živela bom, vsak dan bom dodajala prejšnjemu, starejša bom. Postajala bom starejša od Majka, ki je utrpnil v času pri svojih nedosegljivih 18 letih in bo tam obstal. In je utrpnil v mojem srcu in tam obstal. Nikoli več ne bomo takšni, kot smo bili prej, je včeraj rekel Val. Zame to v celoti velja. Obide me misel. V tem letu, ko sem bila Majkova, sem drevo v sebi komaj kdaj čutila. V ponedeljek se mi je spet oglasilo in zdaj zamahuje s svojimi vejami. Prosim te, Majk, ne odidi od mene. Ti si me ga umiril, ti si mi dal vedeti, da zmorem. Ostani v meni, naj te ne pozabim. Ne smem te pozabiti, ne. Kamorkoli bo šla, bo z menoj. S pogledom preletim sobo, treba jo bo preurediti. Ne sme biti več taka, kot je bila, ko jo je on gledal. Prevečkrat me bo spomnila nam. Zdaj še vsi spijo, ne moram premikati po hiška.
Narisala bom novo sobo, vse bom predvidela, da bo čisto drugačna. Ja, tako bom naredila. Zino, greva teč. To mi je uteho. Nekaj bom morala početi in z nečim si bom morala napolniti dneve. Pogledam na uro, prezgodaj je še. Ne smem me zbuditi, je rekla. Vstanem in sedem k mizi. Odprem predal in pobrskam po njem. Izpod not in šolskih testov potegnem zvezek, ki mi ga je za novo leto podaril Mike. Da ne boš pisarila samo not, se je takrat pošalil. Van bom napisala načrt sobe in načrt življenja. In kaj napisala? Tiste Ade ni več. Zdaj moram napisati nekaj drugega. Odprem zvezek in ga ponesem k nosu. Diši po novem. Veliko ti imam povedati. Jureta Jakoba danes ni z nami. Za 10-nico je nominirana njegova pesniška zbirka Branja potovanja. Kočija. Če si res zelo bolan, te obišče Beli Vran. On dela in živi na Sibirski ulici. Sprejema in recepte piše v ordinaciji vrh Bele hiše, a včasih ga od drugod pokličejo na Minovo. Na pelutnice si natakne snažne rokavice in namesto šala si čez kljuvno vesi očala. Še preden pravca kraka, že ga pred vrati čaka pripravljena kočija. Hitro, gremo, hija! V kraju Valerias, nekaj kilometrov severno od Avignona v Franciji, se nahaja Musée du Cartonnage, muzej kartonske embalaže. Za mlajše od 18 let je vstop brezplačen, za skupine predšolskih in šolskih otrok pa nudijo številne delavnice izdelave uporabnih predmetov iz recikliranega kartona. Naprimer okvirje, fotoalbume, tablice, nakit, laterne, škatle in tako naprej in tako naprej. Izidor bi bil nad tem bodisi navdušen, bodisi totalno razočaran nad neizkoriščenim potencialom teh delavnic. Je pa tudi res, da imajo v muzeju trenutno razpisano prosto delovno mesto za vodjo teh delavnic. In jaz mislim, Tronci, da lahko Izidorja prijaviš. Nataša Konc Lorenzuti, Tronci. Vmes, ko je tole povedal, sem se premislila in sem zbrala drug odlomek, ne tistega, ki sem ga zbrala prej v parku Tivoli. Torej, čisto iz začetka, da boste razumeli, kaj te kartonske delavnice pomenijo. Halo, Tronci, Izidor tukaj, me slišiš? No, samo da me slišiš, da mi ni crknil telefon, se veš, kako je s temi napravami. 1, 2, 3 so fuč. Sem ti sploh že povedal, kako sem prišel do njega? Iz kartona sem si ga naredil. Sam. Vse naredim sam, veš, kompletno bajto in vrtci bom opremil. Začelo pa se je s kosilnico. Ne bom ti kupil kosilnice, je rekel tata. Eno imamo dovolj. Ampak tista je tvoja, sem mu razložil. Jaz pa hočem svojo. Ne morem pomagati. Je zamomljal s polnimi usti paštek. Sploh ni razumel, da je pomembno imeti svojo kosilnico. Bil sem užaljen. Podoben odgovor sem dobil, ko sem prosil za motorno žago. Ne bom ti je kupil, še na misel mi ne pride, je rekel. Poznam človeka, ki si je z motorno žago porezal prste, niti sam je nimam, vse veš, da žagam na roke. Žagal bi drva, ne prstov, sem se boril, ker bi se mi zdelo neverjetno dobro imeti svojo žago. Z motorno bi vse prej naredila, pomagal bi ti. Lahko mi pomagaš z ročno. Ne, hočem motorno, sem vztrajal. Ni govora, je rekel tata. Vidiš, Tronci, starši si lahko privoščijo vse, kar hočejo. Zakaj imajo oni denar, mi pa ne? Zakaj mi ne dobimo plače, saj hodimo v šolo, brez veze, neumnost, vsak bi moral dobiti plačo, ne samo starši. Odločil sem se, da se bom znašel sam. Naredil si bom kosilnico in motorno žago sem sklenil. Šel sem v garažo in vse prebrskal. Našel sem kup kartona, v katerega je bil zapakiran pralni stroj, ko smo ga dobili. Odlično. Takoj sem se lotil dela. Prenesel sem škarje, lepilo in barve. Ne boš verjel. Tata mi je prišel pomagati. Iz debele špage mi je naredil kabel za kosilnico, ker so električne boljše od tistih na bencin, manj smrdijo.
Ko je bila narejena, sem jo preizkusil. Dela. Tudi motorno žago sva skupaj naredila in takoj porezala živo mejo. Dela. Naredil bom še avto, helikopter, traktor, semafor in računalnik, sem povedal očetu. Saj znaš, je rekel. Za pol metra zrastem, kadar me pohvali. Vinka Mederdorferja danes ni z nami. Za 10-nico je nominiran njegov mladinski roman Sončnica. Voranc je prišel kakšno uro prej. Mama se ga je zelo razveselila, oči pa je zadnje čase do njega malo zadržala. Ko sem ga zadnjič vprašala, če je kaj narobe, je rekel, da ne, kje pa, da sploh ne, da je Voranc super dečko, da je kot njegov sin. Tak je klapil. Kadar toliko naklada, vem, da je nekaj narobe. Rekel je še, da ima polno glavo skrbi z novim projektom. Končno gradijo stanovanjsko sosesko po njegovih načrtih in je vedno nekaj narobe. Jaz pa vem, kaj je oče že in zakaj ni več tako sproščeno prijazen do Voranca. Točno ve, da je Voranc tisti, ki je navdušen nad najinim projektom. Misli, da sem preveč pod njegovim vplivom. Pojma nima. Če mi Sončnica ne bi postala všeč, bi se lahko Voranc razpočil. Svet digitalnega spletnega radija je prav neverjetno fascinanten in vznemirljiv. Pretočna streaming tehnologija za globalno distribucijo signala uporablja lossy audio kodeke. Formati audio prenosa pa so najpogosteje OGG Vorbis, OGG Opus, Real Audio, MP3, AAC ali AAC+. Podatkovni prenos poteka serijsko prek lokalnih oziroma širokopasovnih mrež v TCP ali pa UDP telekomunikacijskih paketih. Vznemirljivo. Za nekoga že. Važno je, da obstaja na 100.000 spletnih radijskih postaj, ki oddajajo. In ena izmed njih se imenuje Fronta. Melika Filipič. Hvala, tega res nisem vedela. Ni v romanu, ne se tako. Torej, tale roman Fronta ima vse skriva veliko stvari. In jaz bi z veseljem pustila, da bralci sami odkrivajo vse te skrivnosti. Zato sem izbrala zelo kratek odlomek, ki pravzaprav ne govori, dobesedno ničemer. Odbleski zahodnega sonca v okenskem steklu mestnih hiš so kot mežikajoči pogledi. Prežarjen asfalt in ožgana trava pod njihovimi podplati, oboj diši po zemeljski smoli. Znoj na dlaneh, kapljice, ki jih zadržuje zgornja ustnica, mokrota, ki na majicah nad prepotenimi hrbti zariše abstraktne oblike, neizgovorjene besede, vse to je eno isto. Nekakšna svoja glava nuja brez namena. Hodijo in se pogovarjajo drug z drugim ali pa učijo drug ob drugem. Nimajo načrta, da bi morali kam priti. Ves ta nemir v telesih, raztrgane misli, ki jim oblikujejo besede, pa tudi potlačene občutki, ki včasih upognejo kar gib, zarišejo izraz na obraz. Toliko vsega je, kar je treba doživeti. Doživetja so plen, ki se rad skriva, treba ga je najti, si ga vzeti. Nič hudega, če ob tem dobiš kakšno rano, ne preveliko. Takšno, ki se jo daš vizati, preboleti in brazgotino ponosno razkazovati kot svojo moč. Ta moč je negotova. Ko jo najbolj potrebuješ, se pripeli, da bi pozneje, ko na njo že pozabiš, znova udarila na plan z neupravičenim bahaštvom. Težko je biti živ, še težje obvladati vse te sile, ki te oblikujejo. Sedeti za krmilom brez oceanke. Pluti po ničemer, ne vedeti nečesa, še manj razumeti. In se pretvarjati, da je vse pod kontrolo, da greš že nekam.
Čute danes ni z nami. Za desetnico je nominirana njegova pesniška zbirka Božaj veter. Štor je štor. Štor je štor. Z balerino nisva šla v kino, pač pa na navijaški ples. Sva se zavrtela in oplela. Brez besed se dela, a vesela, da je noga cela. Štor je štor, čisto res. Jaz sem vzor. Čas je za kviz. Klasičen format, vprašanje, 4 pomenjeni odgovori, pa poglejmo, če ste za seveda. Česa od naštetega znanost ne zna pojasniti? A. Zakaj je led spolzek? B. Kako deluje kolo? C. Zakaj mačke predejo? Ali D. Zakaj imamo ljudje toliko večje zadnjice od ostalih živali? Kdo je za A? Zakaj je led spolzek? Kdo je za B? Kako deluje kolo? Kdo je za C? Zakaj mačke predejo? Dobro, vidim. In kdo je za D? Zakaj imamo ljudje toliko večje zadnje plati kot vse ostale živali? Kaj pa ostali? Odgovor je vse našteto. Prav res. In zdaj, če najbolj pistri umi tega sveta, z največjimi raziskovalnimi budžeti, nekaterim tako vsakdanjim stvarem ne morejo priti do dna, kako potem ne bo imel posameznik, kako ne bo imel jaz, pa kdorkoli že sem, v svojem običajnem življenju reči, ki jih ne razumem. Cvetka Sokolov. Oti, je Aleks klical za mano. Oti, stoj, se bo že česa domislila. Nisem se ustavil. Nasprotno. Preskakoval sem po 2 stopnici hkrati. Vedel sem, da me bo Aleks slejko prej ujel, če se ne skrijem. Nisem hotel, da me ujame. Vsega sem imel dovolj. A kam naj se skrijem na stopnišču? V klet. Bil sem v 3. nadstropju, ko so se odprla vrata stanovanja najbližjega dvigalu. Na pragu je stala punčka. A se greva kaznovanja, je rekla. Ne da bi pomislil, sem jo odrinil, planil stanovanja in zaprl vrata. Srce mi je razbijalo v grlu. Naslonil sem se na vrata in se trudil umiriti dihanje. Punčka me je radovedno gledala. Kazalec sem prislonil k ustnicam. Razumela je. Oti, me je spet poklical Aleks, medtem ko je topotal mimo vrat, za katerimi sem se skrival. Gledal sem punčko v oči in kazalec močneje pritisnil k ustnicam. Prikimala je. Ko so Aleksovi koraki potihnili in sem oddaleč, najbrž iz prikliča ali celo iz kleti, zaslišal njegov klic, sem se sesedel na tla in si z rokami zakril obraz. A veste, kaj je pareidolija? To je prepoznavanje vzorcev, kjer jih dejansko ni. Dober primer so recimo oblaki, v katerih lahko vidimo medvedke in zmajčke in še kaj drugega. Še boljši primer pa je Luna, ki je s svojimi temnimi in svetlimi lisami v bistvu enaka za vse zemljane in to že olala let, v milijonih in še več let se meri. In ker je enaka za vse od vekomaj, je v različnih kulturah nastalo že toliko in toliko različnih izpeljank, kaj na Luni sploh vidimo. Moški, ki nosi kračje, kuhar, ki se sklanja nad ogenj, ali pa zajec, ali pa rakovica, ali pa krastača in tako naprej.
Eno najlepših zgodb okoli teh lis na Luni pa je spletla kitajska mitologija, po kateri naj bi na Luni živela Chang'e ali Chang'o, boginja Lune, v spremstvu zajca. In to zgodbo so malo pred prvim pristankom na Luni iz zemeljske baze povedali posadki Apola 11 s temi besedami. Among the large headlines concerning Apollo this morning is one asking that you watch for a lovely girl with a big breast. An ancient legend says a beautiful Chinese girl called Chang'o has been living there for 4,000 years. It seems she was banished to the moon because she stole the pill of immortality from her husband. You might also look for her companion, a large Chinese rat, who is easy to spot since he is always standing on his hind feet in the shade of a cinnamon tree. The name of the rabbit is not reported. Okay, we'll keep a close eye on the little girl. Torej, v prevodu, pa bodite pozorni na ljubko dekle z velikim zajcem. Po stari kitajski legendi naj bi na Luni že 4000 let živela lepotica Chang'o, menda naj bi svojemu možu ukradla eliksir večnega življenja. Pa pazite tudi na ogromnega zajca, ki jo spremlja tam gor. Menda stoji na zadnjih nogah v senci cimetovega drevesa. In na to je Michael Collins, edini, ki ni stopil na Luno, rekel, ok, bomo zelo pozorni, če kje opazimo zajčjo deklico. Kar je zelo blizu lisiči deklici, oziroma lisiči Luni. Maša Ogrizek. Ja, mene pri Luni ne fascinira to znanstveni vidik kot dejstvo, da me 50 let skoraj vsak mesec znova navduši. In mislim, da to, da se ničesa ne naveličaš, je zagotovo znak ljubezni. Mogoče je edina prava definicija ljubezni. Predala bom začetek poglavja, nežno srce in ostri zobje. Tudi naslednje jutro, ko je Zoja na jutranjem zboru sedela v Arturju, žvečljiv občutek okoli srca ni izginil. Zdelo se je, kot bi imela v prsih zračne mehurčke, ki jo želijo ponesti proti njemu. Vsake toliko je z očmi poiskala dečka dihurja, ki ji je vračal nasmejane poglede. Vsak od nas nosi v prsih nežno srce, je začela svoj nagovor rogata starka. Da bi ostalo mehko, po trdo lupino razočaran, je potreben pogum in je položila na srce in z roko zatipala pod plašč ter predse položila obe v kamen. Zojo je preplavil val ljubezni, ne le do dečka dihurja, ampak do vseh prijateljev, do starke, do življenja samega. A potrebujemo tudi ostre zobe, s katerimi se branimo, kadar nas kdo ogroža, je starka dejala z močnim glasom. Včasih branimo svoje telo, drugi svoje mnenja in vrednote. Nihče jih nima pravice teptati. Je skoraj zakričala in si snela verižico, na kateri je bil obešen zob divjega prašiča, ter jo položila poleg kamna. Artur se je spoštljivo priklonil. Pomemben je tudi tanek sluh, je nadaljevala svoj govor starka. Da bi se pravilno odločili, kdaj drugim pokazati srce in kdaj zobe, moramo prisluhniti svoji resnici. To je rdeča nit, ki jo moramo vedno slediti. Sofija se je v teh besedah spomnila sanj, v katerih je sredi negibne tišine prestregla vsak šum. Starka si je odrezala rdeč pas in ga razdrla, da je od njega ostala le klopka volne, ter jo položila po starim predmetom. Brez kril bi nas vleklo k tlom, je z odločnim glasom rekla starka in zaprhotala svojim ogrinjavom. Prav je, da znamo prositi za pomoč, a ne smemo biti odvisni od drugih. Vsak od nas mora biti samostojen, je mirno zaključila in podržala v rokah pero, ki ga je nosila zataknjega v laseh. Hvala, Ambrož. Čestitam vsem nominiranкам. Super pišete, dragi kolegi, res. Pravi.
ničesar ni, razen Boga, sonca in morja. In naju dve v šolskih klopeh, in naju dve v šolskih klopeh, in naju dve v šolskih klopeh. Sonce pripeta, Bog se ogreje in se v morje potopi, da se stoplje, da se skladi. Mi dva pa ladjice potapljava, mi dva pa ladjice potapljava. Bog izplava na površje, za nohtom zrno peska ima, zrno izpade, ostane v zraku in leti. Mi dva pa ladjice potapljava, mi dva pa ladjice potapljava. To zrno je naša zemlja, nje domovina, dno morja. To zrno je naša zemlja, nje domovina, dno morja. Mi dva pa ladjice potapljava, mi dva pa ladjice potapljava. A3, A4, A5, a si zadet, vlačilec, ledolomilec, gliser, črni biser, kitoloka, minolovka, jahta, strgana plahta, D5, E6, F7, G8, H9, I10, a si zadet, mi dva pa ladjice potapljava, mi dva pa ladjice potapljava. Zdaj pa smo dosegli vlakec in zato vabim na oder podeljevalca desetnice 2022, predsednika Društva slovenskih pisateljev Dušana Merca ter predsednico komisije Maksima Termane. Zdaj, prosim, da ti poveš, jaz pa potrdim. Ja. Torej, oprostite, tako si v redu naredil, da sem čist izven takta. Vsi smo vse super naredili, vsi smo iz takta, vsi smo dosegli vlakec. Izven takta. Izven takta. V glavnem dobra literatura, super. In prosim za ime nagrajenca, nagrajenke. Torej, desetnica 2022 prejme Mateja Gombo.
Ne, preko Facebooka gledam. Zdaj za fotografiranje bo še priložnost, zdaj prisluhnite utemeljitvi nagrade. Socialno-psihološki mladinski roman Balada o drevesu je pretresljiva pripoved o ljubezni in smrti, ki bralca posrka v vrtinec mračnih, a tudi lepih trenutkov. Z veščim pisateljskim zamahom, ki ničesar ne izpušča in ničesar ne vsiljuje, avtorica zgodbo poda v vsej njeni kompleksnosti in s presudljivo natančnostjo. Prvoosebna pripovedovalka Ada je dijakinja 3. letnika gimnazije in nadarjena mlada violinistka, ki se sooča z življenjem po samomoru svojega fanta Majka. Pripoved je strnjena na 4 dni, od samomora do pogreba, vendar je v zgodbo vpletenih veliko retrospektivnih vložkov na čas pred samomorom, ki pojasnjujejo Adino in Mitjevo oziroma Majkovo življenjsko zgodbo. Čas romana je natančno določen, pri vsakem poglavju je zapisano število ur, ki so minile od samomora. Književni prostor je Ljubljana, delno tudi Primorska, odkudar se Adina družina, najšla sestra Ina, oče in mama priselijo ob koncu Adinega osnovnošolskega obdobja. V sanjarjenju pred samomorom pa Ada in Mike ves čas načrtujeta potovanja. Omenjata na primer znamenita mesta po svetu. Dogovorita se, da bo njuna prva skupna pot v Pariz, kar bi bilo dovolj slovesno za prvi spolni odnos. Skupaj bi šla v vse kraje, katerih fotografije ima Ada nalepljene v svoji sobi. Kljub načrtovanju njune prihodnosti, te v trenutku ni več njiju. Skozi Adine spomine se pred bralcem postopno oriše svet prej in zdaj. Živo se zvrstijo osebe iz Adinega in Majkovega življenja, njuni prijatelji, občutki, strahovi, veselje, pričakovanja. V zgodbi ima posebno mesto glasba, zlasti klasična, ki jo interpretira Ada, od njej razmišlja, jo občuti. Mike, kitarski samouk, igra večinoma popularno glasbo. Morda prav zato razume Adin talent. Po smrti ostane praznina, v kateri Ada mehča pretekli, da je bila Majkova punca, z vedno novimi solzami. In drevesu v njej je ob Majkovi smrti počilo ljubje. Poleg zanimive metaforike in izčiščenega sloga roman ponudi poglobljeni uvid v izjemno traumatično izkušnjo. Pogosto je v mladinski književnosti tabu že smrt, za samomor pa velja to še bolj. Ker je bila glasba način sporazumevanja med Majkom in Ado, se ta odloči, da bo na željo Majkove mame na pogrebu zaigrala. Ada skomponira skladbo in z naslovom Jaz ostajam in ti v meni. Ta simbolična postane tudi kitara, ki jo ob koncu pogreba Majkova mama podari Adi. Takrat se ponovno pokaže, da življenje teče naprej, da okoli Ade biva svet. Nagrajenko, prosim, nazaj na oder. Nagrajenko, prosim, nazaj na oder. Zraven pa povabim še Dragico Karamja, da ji v pogovoru zastavi nekaj vprašanj. Še jaz preizkusim. Najprej iskrene čestitke. Najlepša hvala. Začela bom z drobnim daricem, ki ga podarim vedno, vsako leto, nekomu pač nagrajencu, in zdaj drevesa pač nisem mogla prinesti. In začela bi torej z naslovom, sem pa prinesla netresk. Odlično. Prebrala sem, da je to simbol živahnosti in delovnosti, latinsko semper visur, kar pomeni tisti, ki je vedno živ, vse leto ostane zelen. Odlično, pri nas na Krasu bo delo prekrasno. Jupiter je podaril ljudem netresk, da bi jih obvaroval pred strelo, bliskom in gromom. Baje pa je Karel Veliki ukazal, da mora biti netresk posajen na vsaki strehi. Naj ti dobro služi, menda mu pa pravijo tudi uhjek, vuhjek,
to se pravi še kot zdravilo. Zdravi, ja, ušesne kožave. No, pa bi vseeno se vrnili nazaj k drevesu, ki poči, drevesu ljubju, ki poči, drevesu v Adi, odkot to je naslov in simbolika drevesa. Ja, mislim, da ima vsak od nas drevo v sebi. Včasih ga zelo začutiš, ne? Ko občutiš kakšno intenzivno čustvo, nekaj se dozgodi v tebi. In enkrat se spomnim, da sem jaz tako močno začutila spremembo, ko sem nekaj doživela, da se mi je zazdelo, kot da bi me neke veje pobožale okrog. In potem sem to obesedila pri Adi. A to je pravzaprav metafora za Adino doživljanje sveta, oziroma tudi včasih za položaje reči, ki jih ne razume. Torej, tri temeljne teme se prepletajo, torej gre za žanrski sinkretizem v romanu, na eni strani ljubezen, seveda potem smrt in glasba. Ne nujno v tem vrstnem redu, kakor pač beremo. Torej, čeprav gre za roman o samomoru v prvi vrsti, je vendarle ljubezen tista, ki vleče naprej, a da se zaveda, da življenje okrog nje vrvi. Glede na to, da si sama profesorica ravno takim toliko starim dijakom, kakor jih opisuješ v romanu, jih najbrž blizu dobro poznaš, pa mora biti njihovo doživljanje smrti, ljubezni, glasbe in pa tvoje videnje njihovega doživljanja ljubezni, smrti in glasbe. Ja, drži, torej vse te teme, ki se jih loteva, mogoče bi Dragica še omenili še tudi nasilje v šoli, ne? Ker se je tudi to eden od motivov. Vse te teme so življenjski, pravzaprav štarti teh mladih. Mladi se soočajo z vsem tem. Spet, kot si rekla, ne nujno v tem vrstnem redu, ampak številni izzivi, boleči so in mladi težko govorijo. Taki so, kot smo bili, veste, nič drugačni niso. In veliko skrivajo v sebi, veliko bolečine imajo, ne znajo obesediti, ne vedo, kako reagirati. In ko jih opazujem, bi vse imela tako malo bi skrila pod se in jih čuvala pred svetom, pa tega ne morem narediti. Vedno znova, vsaka generacija znova. In ravno to vprašanje, ko se srečaš s smrtjo, ko se srečaš recimo s koncem ljubezni, ali pa z neznanjem, kako sploh se lotiti ljubezni, kaj sploh narediti, kako narediti prvi korak, ali pa kako biti opažen v razredu, ali pa kako biti neopažen v razredu. Skratka, to so toliko dela imajo ti mladi v svojem življenju. Ko gledam te njihove oči, vidim, da so nujno potrebne take teme. In še glasba, torej glasba je zelo pomemben del tega romana. Jaz, ko sem ga brala, sem si sproti brskala in poslušala, tako kot je danes Ambrož naredil, zato ker zlasti klasična glasba v tem romanu daje tudi ritem, zlasti žalosten, čeprav pa mestoma seveda odpira tudi lepše plasti doživljanja glasbe in nazadnje tudi življenja. Kako je prišla glasba v ta roman in prosila bi, kar je v njem tudi notni zapis pesmi, ki jo je že Ambrož omenjal, in jaz ostajam in ti v meni. Torej, pesem v resnici obstaja in prosim, če poveš najprej na splošno o glasbi kot res pomembnem elementu, ki ju je združil in sta se pogovarjala v glasbi, ker včasih se v glasbi lažje pogovarjamo kot z besedami in torej ideja za to
In potem prosim še interpretacija pesmi. Torej, v naši družini je glasba, lahko rečem, kar na prvem mestu. Vse te hčerke igrajo, mož je glasbenik, jaz sem še najmanj glasbenika, ampak vseeno srcem in dušo zraven. V resnici je nastala, ta roman je nastal zaradi pripovedovanja moje hčerke, najstarejše, ki je violinistka, zelo nadarjena violinistka in mi je nekoč povedala marsikaj, česar nisem še vedela, kaj se je dogajalo, ko je prišla v Ljubljano, ko smo se preselili, tako da tukaj je malo autobiografskega oziroma biografskega, ampak sem seveda spremenila v marsičem, ampak glasba je pa ostala in vse tisto, kar jaz doživljam kot nekaj lepega in kako se lahko človek izraža skozi glasbo in tudi kako ona to vidi. Spomnim se, da je Klara na zaključnem recitalu na koncu glasbene šole, osnovne glasbene šole, imela že vrhunski recital in je rekla, da je glasba njena druga govorica in to me je zelo zazvonovalo, ta njena beseda. In to sem tudi zato vzela, pravzaprav roman je druga govorica, ne govori skozi glasbo tudi. No, in potem je ta ista Klara, moja prvorojenka, prišla tudi na idejo, da, samo trenutek, da jaz to odprem, da napiše tudi sama skladbo za ta roman. In sicer sem potem jaz naknadno to ukomponirala, da Ada to na pogrebu odigra. In skladba je 2-minutna, ne vem, a zdržimo toliko, če ne pa zdržite, če ne pa je tudi na YouTubeu pod imenom Adina pesem, ko boste našli. Pozornost, jaz pa te violini. Ostala je samo še zahvala Matjažu Pikalu za glasbo, Javni agenciji za knjigo in Mestni občini Ljubljana za velikodušno podporo in vsem vam, ki ste pač pomagali v zgodovino zapisati še eno desetnico in ki se boste čez eno leto zbrali znova, kako da ne, saj bo tudi takrat, tako kot je danes, za jesti in za piti. Prijeten večer in srečno.